V izvrstni družbi, danes je z mano Tanja Glažar, obvlada Feng Shui, obvlada marsikaj. Kaj še obvladaš? Bazi. Kaj je razlika med bazi in navadnim horoskopom, astrologijo, za tiste, ki ne vemo? Kaj vemo, da smo oven ali pa bik ali pa kaj pa jaz vem, kjera žval po kitajskem horoskopu? Ja, bazi pomeni 4 stebri usode. To pomeni, prvi steber je ura, drugi je dan, tretji je mesec in četrti steber je leto rojstva. Temelji pa na 5 elementih, tako kot celotni Feng Shui in vsa metafizika. 5 elementov pa so les, ogenj, zemlja, kovina in voda. In vsak od nas ima en določen osebni element, ki je lahko šibek, lahko močan, lahko pa tudi v ravnovesju. Kar ne pomeni, da smo šibek ali močan karakter iz tega, temveč samo katere elemente potrebujemo za ravnovesje, za naš balans, ki jih potem vključimo v naše bivalno okolje, delovno okolje, v obleko, avto in tako naprej. Ja, to se mi zdi ful uporabna veda, v smislu tega, da se velikokrat ne zavedamo, s kakšno energijo se obdajamo in tako kot si sama prej rekla, elementi. Če jaz vem, jaz sem recimo kačica, se pravi, mogoče mi kovina ne paše, mogoče mi zemlja ne paše, je pomembno, da vemo. Kako pa to izvemo? To izvemo iz ure in datuma rojstva. To so ti 4 stebri, kjer naredim izračune, preračune. In to v bistvu opišem tudi kot osebni Feng Shui. Se pravi, tisti, ki jih zanima, kako zdaj okrepiti svoje okolje, svoje oblačila, svojo prehrano, vse to se način gibanja in tako naprej, vse to nam daje analiza osebnega Feng Shuia. Ker na internetu, seveda pa poplavi informacij, ki jih imamo, vsaka druga objava je že strašno strokovna. Pa jaz recimo vidim, ko berem kakšne stvari, ki nimajo veze z numerologijo, pa se včasih za glavo držim, verjetno se tebi podobno dogaja, ko bereš o Feng Shuiju ali o baziju. Ja, res je. Prav zaradi tega sem študirala in se učila in se še vedno tudi vsako leto izpopolnjujem v tujini oziroma se družim z kolegi, ki so tudi Feng Shui strokovnjaki in bazi strokovnjaki in svetovalci, zaradi tega, da si podelimo različna mnenja, mogoče še nov pristop, nov način, kako vse te elemente vpeljati v naše okolje, kako jih uskladiti. Recimo, mogoče je gledalcem bližje tradicionalna kitajska medicina. Sigurno. Tudi tradicionalna kitajska medicina so mi na 5 elementih. Saj poznamo slovenski izraz, tam gre pa tok na jetra. Jetra pa še k elementu lesa. In element lesa, če ni skladen, smo nervozni, nestrpni, nemirni, prepirljivi, jezni in tako naprej. Ja, jeza, absolutno. Jaz recimo sem imela težave z jetri, absolutno sem bila veliko bolezna. Skratka, vsak ta element je vezan na barve, na oblike, na organ, na naša čustva, emocije in tako naprej. Tako da ja, super je, če poznamo svoje osebne elemente. Če smo prav iskreni, vemo, ali smo bolj jezen tip, ali smo bolj zemeljski, se pravi naša energija razpršena vse naokrog, ali smo bolj ognjeni in eksplozivni. Ampak elementi nam v bistvu dajo ta rezultat, kako lahko to popravimo oziroma izboljšamo. Harmonijo. Ker to je pač nekaj, s čimer smo se rodili. Na nas je pa odvisno, kaj bomo s tem naredili. Jaz bi rekla, ker sem bila pri tebi, mi je bilo tako dragoceno, ne samo to, ampak vmes, ko si rekla, takrat, ko si res pod stresom, takrat, ko res rabiš podporo, takrat, ko se slabo počutiš, ko si utrujena, to pa to. In se spomnim eno tako masivno, se ne morem reči grlco, zadevo. Za okolje vrtova, mislim se prav takrat spomnila, kadar je tako, da imam občutek, da rabam malo energijske podpore, nate spomnim in se jo nadenem in bi si človek rekel, vse to je bedarija, ampak je res nekaj na temu. Za marsikaj si bi smo v zgodovini rekli, vse je bedarija, pa zdaj ugotavljamo, da je res nekaj na temu, kljub temu, da so kitajski cesarji in modreci in tako naprej zelo veliko dali na to starodavno znanje. In v končni fazi, jaz, ko sem začela s Feng Shuijem, sem rekla, to bo pa tako težko, v naši kulturi. Pa so me kar hitro potolažili, vsake Tanja. Vsi ta bogati imajo Feng Shui. Tudi Donald Trump tako. Bom rekla. In vsi, ki nekaj dajo na energijo, so vedno pozorni na vsa področja življenja. Ni pa res, da vsi potem to priznajo. Jaz recimo iz osebne izkušnje lahko povem, da marsikdo, zelo, zelo uspešen poslovnež,
bo prišel malo pogledati, kjer dan je v redu, kjer naziv je v redu, kjer naslov je fajn, ne bo pa potem za živo glavo priznal, da je bil pri numerologinji na posvetu. Tako da jaz verjamem, da tudi pri tvojih strankah je mnogo takih, ki mogoče si glih ne postavljajo s tem, ker je ali pa bil to še vedno tabu. Kaj ti praviš? Se spreminjajo te zaznave, ta mnenja? Seveda, ljudje smo si različni, a ne? In diskretnost je prva stvar, ki jo gojim, ko sem s strankami. Nekatere pa z velikim veseljem povejo in tudi kako se jim je življenje drugače zapeljalo, drugače obrnilo. Sej je kar nekaj takih ljudi, a ne, ki to s ponosom povejo. Pač drugi so pa različni, pa obdržijo to zase, ampak ne glede na to, kvaliteta življenja se je izboljšala. To pa zagotovo. Ja, tako da, če vas zanima, kako lahko bolj konkretno vi vzamete stvari v svoje roke in jih nekako uskladite, vabljenih Tanji, izvrstna je. Naj bo pa seveda zdaj, ker je kitajsko novo leto to zanimalo, kaj zdaj to pomeni. Jaz sem že prej omenjala element lesa. In letošnje leto sta dva prevladujoča elementa, element yin lesa in yin ognja. Kačica, a ne? Kačico ima. Kot zanimivost, mi dve smo vedeli tudi kači po horoskopu, se pravi, smo modri, a ne? Ja, po barvi obleke, vsekakor. Skratka, kačica ponazarja element yin ognja. Yin ogenj vemo, da je element ognja je veselje, je strast, je tista iskrica, ki nam je dal v življenju. In v tem smislu je tudi ta optimizem, ki prihaja z letošnjim letom, veliko bolj poudarjen. Hvala Bogu, a ne? Zdaj je bilo kar nekaj let zatišja, ko element ognja je bil popolnoma odsoten in je bila to zelo, zelo iskana zadeva. Ali to pomeni, da smo bili mogoče zato tudi malo bolj utrujeni in poklapani? Seveda. Ker ogenj je res to veselje, je ta radost in ta optimizem. Najboljše se pozna recimo to v ekonomiji na borzah, takrat je rast. Optimizem, ne? Ta bulj zadetki. Druga stvar, ki pa je element yin lesa. Yin les, vedno sta dva elementa, a ne? Zgoraj je yin les, tale veja, a ne? Spodaj je pa deblo in to je kača. Spravi yin ogenj. In yin les pomeni, hvala Bogu, končno prilagodljivost. Ja. Rabimo. Vsi se spomnimo, ne, za nami, danes se poslavljamo 29. januarja, leta lesenega zmaja, ki pa je bil jankles, drevo, trmasto, nepremakljivo, zmaj, gora, hrib, trmast, nepremakljiv. Zelo se drži svojih stvari. Če se kaj premakne, se premakne temelji. In priča smo bili v letu 2024, koliko temeljev se je porušilo. Koliko smo enostavno to, za kar smo verjeli, da je stalno, da je konstantno, da je sveto, da je nedotakljivo, ja. Se je zrušilo. Če recimo najbolj banalno pogledamo, ne, pa je bil zelo velik vpliv na odnose. Tak impakt, močen je bil. Koliko odnosov je šlo narazen. In jaz verjamem, da nihče, ki gre v skupen odnos, ki se poroči, ne gre zaradi tega se poročiti, da se bo ločil. Sigurno. Ogromno ločitev je bilo v letu 2025, če pogledamo samo iz tega vidika. Da ne govorimo poslovnih, takšnih in drugačnih, nestrpnosti. Jaz recimo opažam to, da si jemljemo pravico nekomu določati, kaj je za nekoga dobro. Ali zdaj govorimo tudi o verski spovedi, spolni usmerjenosti, itd. Nekaj stvari, ki so resnično zelo intimne, osebne, ki ne bi bile odločitev posameznika. Zelo je bilo veliko rigidnosti, no? Tako stanje na svojih okopih in rajš kot premik, raj je bil zlom. Se pravi. Raj je bil zlom. In letos v leto kače, ki prihaja, yin les, kot rožica, kot travica v vetru, prilagodljiva, fleksibilna, na vseh področjih. Skratka, za yin les je značilno tudi, da so ljudje zelo lepih, milih besed, kar ne pomeni tudi dejanj, ampak to, kar je na vrhu yin les, je v bistvu kako se rožice sedijo. Govori, kot bi rožice sedil. To. Odlično. Punce ne vse verjeti. Kača od spode je pa simbol modrosti, premišljenosti, taktičnosti
in tudi prilagodljivosti. Ne nazadnje, a ne? Mhm, Kako gre kača? Pogleda in potem spet naprej. S svojim telesom zelo prilagodljiva. a ne. Tako da nekako rožica pomeni tudi ta rast, nov razvoj in les. Skratka, obeta se nam leto, ko lahko vse te temelje, ki so se porušili, začnemo graditi na novo. Bravo. Ja, to je rast. Jaz bom tako rekla, leto 2025, leto in kače, je naša druga priložnost. Ne biti neumni, ne biti neumni in vzemite to drugo priložnost, če ste že prvo spustili. Ali pa izboljšajte prvo priložnost, recimo. Ne? Druga priložnost je druga priložnost, zdaj je zdaj. Vprašanje, kdaj bo Zdaj spet. bo spet, ja. Tako, ja, zlasti v prvi polovici leta. Tako da to je leto za vse nove začetke. Lahko se postavimo recimo na nov posel, nov študij, novo stanovanje, nova oprema, nov avto, nova obleka. Skratka, vse, kar je na novo. Letos lahko začenjamo vse znova. To pomeni druga Če priložnost. zdaj rečeva kača se levi. Ali lahko rečeva, da pač letos je čas, ko je prav, da mogoče neke to staro kožo, stare vzorce, mogoče tudi strah, mogoče tudi bolečino, končno spustimo iz sebe te okove, oklepe in pridemo ven. Ja, Mhm. lahko. Kača. Ampak, imam občutek, da bo ampak. Ne, sploh ne. To je pravzaprav leto transformacije. Ko kača pusti svojo kožo in gre naprej, se transformira, se preobrazi, da drugo kožo nase in gre naprej. a ne. Prvič je to prenova, drugič je transformacija. Zraven vsega kača je in ogenj. Ogenj je tisti element, ki dejansko, eden in edini izmed 5 elementov, ki preobrazi vsak drugi element. Element lesa zgori v ognju. Zemlja je drugačne oblike, če pogledamo magmo pa lavo. a ne. Druga formacija, druge oblike, druge sestavine pridejo do izraza. Pogledamo element kovine. Ogenj je tisti, ki naredi iz kepe zlata lepo broško. Wow. Ja. Ogenj je tisti, ki upari vodo, da dobimo ogromno močen, velik poriv, da gremo naprej. Skratka, Marca urit, po domače povedano. leto transformacije in v vsakem vogalu. In res bi bili zelo neumni, če ne bi tega izkoristili. Res. Numerološko gledano je leto 9 isto, transformacija, sprememba, opuščanje starega, tistega, kar je pač nekako odslužilo svojemu namenu. Mogoče nekoč nekje nazaj je bilo tisto to, kar smo potrebovali, zdaj pa pač gremo naprej. Se pravi, kako pa mi zdaj pomagamo elementu Ognja in lesa. Ja, tako. Razen tega, da imamo take čudovite obleke, ki imajo kačica gor, pa v nakitu recimo, kako lahko... Ne, to je simbolično, zato ker je pač Danes leto, imam tako, leto kače. Drugače pa, jaz bi rekla, bodimo odprti za spremembe. Ne zamujati priložnosti. Moja nona je dostikrat rekla, priložnost zamujena, ne vrne se nobena, to mi je skozi ponavljala in jaz se tega dosledno držim. Ne bom rekla, da vsako priložnost, ki jo izkoristim, da je zame vrhunska in top, ampak vsaj naučim se nekaj novega. Zato res ne izpuščam priložnosti. In to je moj moto. Ne izpuščam priložnosti. Vedno se lahko naučimo nekaj novega. In pa, to je fajn, da si zadamo neke cilje v življenju. Ampak, rekli smo, leto kače in lesa je leto za nove začetke. Ok, zdaj bom pa jaz naredil SP in do konca leta bom imel 1 milijon evrov. Super, ne? Ampak bodimo realni. Ko govorimo o tem, dajmo si, bomo povečali prihodke za 10, 20, 30%, pa tudi če jih bomo za 5%, je vsekakor boljše kot nič. Ali minus, a ne? Ja, ponovadi, Tudi minus se nam lahko zgodi, ja? če ne naredimo nič, stagniramo in smo v spirali navzdol. Rada bi še nekaj poudarila. Mi smo lansko leto, v letu 2024, vstopili v obdobje elementa ognja. Zdaj smo bili v obdobju 8,
v obdobju elementa zemlje. Zdaj smo v obdobju 9. Letos je poudarjen ogenj. Prihodnje leto bo poudarjen ogenj. 2026, 2027 tudi. Se pravi, ne bo izpuhtelo čez noč. Ja, ampak ta ogenj se povečuje. In ogenj je vedno težko kontrolirati. Letos še lahko. In letos je to, kar se reče, da delamo na novo. Zato je letošnje leto tako pomembno. Če letos ne bomo postavili stvari, ne bomo šli 2026, 2027 v spirali navzgor, ampak bomo pregoreli. Spirala se bo obrnila. Zaradi tega je letošnje leto tako pomembno, da si postavimo te temelje. Jaz sem tudi za letošnje leto govorila, toliko nekih državljajev iz okolice, nihanje energij, drugačnih energij, ohranjati fokus. Tudi če si damo 1 ali 2 cilja, k tem se vedno znova vračati. Da mi vemo sploh, kam gremo, da ni potem reaktivnost, da ni samo odziv, ampak da je v bistvu proaktivnost, da smo mi tisti, ki rečemo, tja hočem priti, taka oseba želim biti in tako naprej. Se nam ne bo vedno uspelo, ampak če vemo, kam gremo, bomo nekoč do tja prišli, če pa samo nekim... Ja, neki na pol, vedno ostane na pol in enostavno ne dobimo te energije, ki jo potrebujemo, da speljamo stvari do konca in postanemo depresivni, se vrtimo v krogu, kot hrček v tisti koleščko. In imamo občutek, koliko smo veliko naredili, ampak v bistvu izplena pa nobenega. Energijskega izplena ni nobenega in v bistvu trošimo energijo v nič. Res je, in sebe, in življenje, in še kaj. Kaj bi mogoče tako čisto splošno za vse nas rekla, da bi pa mogoče strani Feng Shuija v letošnjem letu nas podprlo? Kaj lahko recimo damo na delovno mizo, v kuhinjo? Ja, zelo, zelo res eno najboljših področij je področje jugovzhoda. Jaz imam na področju jugovzhoda kar tostico. Zakaj? Ker to področje je bodoče blagostanje. Se pravi, nekaj, kar pripravljamo teren za naprej. Ta del jugovzhoda ne bi bil tudi najbolj aktiven. Imamo tukaj pisalno mizo, tukaj delamo. Ali mogoče, če tega pohištva res ne moremo tako premestiti, dajmo se tam dogovarjati za sestanke, dajmo se tam s strankami pogovarjati. Skratka, vsi ti pomembni pogovori. Jugovzhod je pomembno, da je aktiven. Dobro, jaz imam tam kuhinjo, v redu, bom veliko kuhala. No, recimo, se lahko kuhaš tudi za sosede, a ne? Seveda. Ne samo zase. Jugovzhod? Jugovzhod, ja. Drugo dobro področje je vzhod, to je sedanje blagostanje. Vzhodno področje, zlasti vzhod 2, vzhod 3. Če pogledamo, da je vzhod razdelimo na tretjine, srednji vzhod, pa zadnji vzhod, vzhod 2, vzhod 3. Kakšno lučko, če postavimo, se pravi, če je tudi najboljša aktivacija je pa vedno, da je ta prostor izkoristimo, da je aktiven. Pravi, da mi tam delujemo, s tem mi največ dobimo. Tretje področje je še področje jugozahoda. Jugozahod je sicer preteklo blagostanje, ampak še ni čisto izzvenilo blagostanje, ki je bilo v prejšnjem obdobju. Obdobju 8. Ja, nekako žetev, zaključevanje poslov, zaključevanje vsega, da gremo potem lahko naprej na vzhodu oziroma da si ustvarjamo prihodnost na jugovzhodu. Jaz vedno gledam na to tako, ne kakšen bo izplen na koncu vsega, ampak kakšen življenjski stil si želim. In to bi nekako položila na srce vsem, ta prioriteta v življenju. Kakšen bo moj življenjski stil, kako si ga predstavljam in potem delujemo v tej smeri. Pa tudi mogoče bi se tukaj milimeter obesila na besede stila. Se mi zdi, da veliko krat vlagamo v to, da imamo dober avto, takšen nakit, da zgleda, da ne. In potem po drugi strani pogledamo pa v ozadje, se pa tukaj lahko potem tudi krediti, tudi preobremenjenost. Kaj je zdaj cena za to, da se morda na ven zgleda, da smo sila uspešni, pa kaj pravzaprav nam na osebni ravni simbolizira uspeh? Veš, jaz, ko sem se oblekla v najboljšo bluzo, sem se tudi počutila najboljše. In včasih rabimo kredit, da se boljše počutimo. In ko smo mi v tem energijskem mehurčku, da se dobro počutimo, da dobro delujemo, tako energijo pritegnemo. Ne govori tega, da mora vsak vzeti kredit za novo bluzo. Tako.
ampak da potegnemo to energijo. Če je ne znamo potegniti, Je ne bomo imeli. je ne bomo Absolutno. imeli. Ja. Če nam je, zdaj je Trump tako aktualen, ne? Všeč karizma Trumpa. In mi za naše delovanje potrebujemo karizmo. Mogoče, če nam je ta tip blizu, bomo potegnili to energijo karizme, ki jo ima Trump. No, meni se je zgodila druga, ful zanimiva, zabavna. V 50 Centa sem noter padla. Nikoli v lifeu nisem repa poslušala. Pojma nisem imela, da je dobro, vem, kdo je Snoop Dogg, vem, kdo je Eminem, to je pa tudi vse. In mi je bilo zanimivo, kaj meni to potegne, oči njegove, pogled v njegovih očeh je bil meni tako, Ko sem njegovo knjigo prebrala, točno to, kar si ti zdaj govorila, on na zelo, bo rekel, sofisticiran način, ker je čist moj stereotipen projekcija tega, kaj jaz mislim, da bi on mogel biti kot reper, ne? Točno to opisuje, pač ti se rabiš počutiti sposoben, ti rabiš biti v svoji energiji, ti in v sebi verjeti. In mi je bilo tako, wow, pa na prvi pogled, če bi šla zdaj zelo plitko gledati, ne, bi si mislila, ok, ne, pač to mi je cel car na socialnih omrežjih, se krega in tako, ampak kaj vse se lahko noter skriva in točno ta energija, ki jo v danem trenutku rabimo. Ne? In se mi zdi, pa če nekoga občudujemo, če nas je nekdo navdihnil, ne misli, da mi nismo sposobni tega, hočem s tem povedati. Ali vsaj napredka v tej smeri. Če bomo mi razmišljali, da nam nekaj ne bo uspelo, potem nam ne bo Ne uspelo. Absolutno imamo prav. Tako. Brez veze, Rosco na jugovzhod tam delati in tako naprej. Če mi že v štartu razmišljamo, da nam ne bo uspelo, potem nam ne bo uspelo. Brez veze se sploh ukvarjamo s feng shuijem, z bazijem, s čimerkoli. Če pa mi imamo željo, da uspemo, potem bomo vse podredili temu. Na katerem koli področju. Ali je to partnerstvo, ali je to študij, ali je to avto, ali je to novo stanovanje, ali je to posel, pridobivanje več strank, PR, marketing. Skratka, področje je enormno, enormno. Lahko so to znanstveni dosežki. Koliko časa je Tesla študiral, koliko poskusov je naredil, da je ta naša žarnica To jaz zagorela. vsakič rečem, vse to ni šlo prvo, pa ni obupal. Tako. Moramo imeti prva stvar, ki je v letu 2025 pomembna, je prilagodljivost, druga je pa fokus. Tako. Hvala ti, Tanja. Torej, dragi moji, če vas zanima, kje elemente vas ste vi, kako sebe podpreti in v svojem delovnem domačem okolju z obleko, z gibanjem, s hrano, z vsem, Tanja je pravi naslov, kontakt bo spodaj napisan. To je pa to, najdemo te na Instagramu, na Facebooku. Ja, na spletni Spletni strani. strani, novi, dobri, ful hodijo spletni strani, tečaj imaš zdaj? Ali nekdo, ki bi se želel zdaj začeti učiti, že prepozen? Ne, šola bo razpisana, verjetno v jesenskem času. Pripravljam pa tudi delavnice, branje elementov z obraza in tako naprej. Super. Ja, Vodnik veliko imaš, zanimivih stvari. Ful stvari imaš, se pravi, tudi za vodnik nismo prepozni, a ne? Seveda ne, to se je šele začelo. Ja. Top of the top je pa feng shui koledar. Ja, to je pa res, tako da res tak lušten vodnik čez celo leto in tako da vam toplo priporočam, ona je tako vidi. Hvala lepa ti, Tanja. Ja.